Lep pozdrav vsem skupaj in pa hvala za udeležbo na današnji novinarski konferenci. Robert Golob je najbolj koruptiven predsednik vlade v zgodovini naše države. To je posredno priznal tudi sam, ko je generalni direktorici UNESCO dejal, da imajo te dni na pol krizo v koaliciji zaradi korupcije. Pričemer je potrebno poudariti, da je ravno Robert Golob predsednik vlade in potem takem prvi najbolj odgovoren za to, kar se v vladi dogaja. In če predsednik vlade reče, da se v koaliciji v vladi dogaja korupcija, pomeni, da je sam tisti, ki je najbolj odgovoren. Vendar se ne gre čuditi njegovi izjavi, kajti sam z vsemi svojimi ravnanji, tako v preteklosti kot tudi v funkciji predsednika vlade, najbolj prispeva k korupciji, začenši s tem, kar smo lahko slišali tudi na preiskovalni komisiji, kako sta ga klientelizma in korupcije obtožila bivša ministrica Tatjana Bobnar in pa bivši VD direktor policije Boštjan Lindav, do tega, kako posluje s svojimi podjetji z državo in še ostale zadeve. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki zaradi vsega dogajanja zahtevamo sklic izredne seje Državnega zbora na temo korupcije v vladnih vrstah, korupcije, ki jo zganjajo koalicijske stranke oziroma bolje rečeno njeni ministri, generalni sekretarji in pa morda še kdo. V času Roberta Goloba je Slovenija na indeksu korupcije ravno januarja 2023 tudi padla. V lanskem letu, novembru, je bila izredna seja Državnega zbora na zahtevo koalicije, kjer so predlagali priporočila, tudi mi smo pritrdili tem priporočilom za izboljšanje stanja na področju korupcije, vendar se nič od tega ni uresničilo, nič od tega se ne dogaja. Namesto, da bi se Vlada Republike Slovenije ukvarjala s katastrofalnim stanjem na področju demografije, s katastrofalnim stanjem na področju zdravstva, namesto, da bi pripravljala reformo plač v javnem sektorju, reformo, ki bi ljudi in pa gospodarstvo davčno razbremenila, ki bi prinesla višje plače, višje pokojnine, namesto, da bi se vlada Roberta Goloba ukvarjala s tem, da zagotovi boljšo in pa bolj primerno, predvsem tudi kar se pogojev tiče, dolgotrajno oskrbo, skrb za naše starejše državljanke in državljane, se ta vlada ukvarja s preganjanjem drugače mislečih, s kadrovanjem v državnih podjetjih in pa nenazadnje tudi s krajo klientelizmom in pa korupcijo, čemur smo priča v zadnjih tednih oziroma lahko rečemo vse od novega leta letos, leta 2024, kar pa dokazuje, da se vlada predvsem tudi ukvarja s koruptivnimi posli in omogoča direktno krajo davkoplačevalskega denarja iz državnega proračuna Republike Slovenije. Zdaj, v tej seji predlagamo nekako 6 oziroma 7 točk, ki se nanašajo direktno na korupcijo posameznih koalicijskih strank, bodisi tudi v celoti in pa predsednika vlade osebno. Najprej želimo, da se pogovorimo o tej stavbi na Litijski in da tukaj jasno povemo, da ne pristajamo na zamegljevanje dejstev, da sta sedaj Robert Golob in Dominika Švarc Pipan tista, ki naj bi raziskovala korupcijo. Ne, Robert Golob in Dominika Švarc Pipan sta tista dva, ki sta omogočila korupcijo, ki sta omogočila krajo davkoplačevalskega denarja. Nobena seja vlade, neredna, ne nujna, kaj šele korespondenčna, ni sklicana brez tega, da jo skliče predsednik vlade, da predsednik vlade da zeleno luč. Predsednik vlade je dal 2-krat zeleno luč za sklic dopisne seje, kar se tiče stavbe na Litijski 22. decembra, ko se je odločalo o prerazporeditvi 6,7 milijona evrov približno denarja iz rezerve, kjer je denar namenjen za naravne in druge nesreče, na postavko, ki omogoča nakup stavbe za sodnijo, in pa potem 28. decembra, ko je predsednik vlade sklical ponovno dopisno sejo in ta nakup tudi potrdil. Ko sem bil sam državni sekretar in se udeleževal kolegijev takratnega predsednika vlade
Janeza Janše je takratni predsednik vlade Janez Janša tudi za najmanjše nakupe, ko smo govorili o 150 tisoč evrov, dobesedno tam masiral ministre in zahteval cenitve, zahteval pojasnila, kdo je od zadaj in kako so se stvari odvijale. Ker je vlada Janeza Janše na ta način zagotavljala, da so stvari potekale transparentno. Tukaj pa očitno Robertu Golobu ni bilo sporno 6,5 milijona nekomu tako iz rokava stresti iz državnega proračuna. Pri tem niso ravnali skrbno, niso opravili ogleda stavbe, niso opravili lastnih cenitev. In sedaj se ministrica spreneveda in krivdo vali na svoje zaposlene. Na tiste zaposlene, ki jih je vse do sestanka z Robertom Golobom ščitila, na tem sestanku pa je Vesna Vuković dejala, da lahko ministrica za pravosodje ostane pod pogojem, da se znebi določenih kadrov SD-ja in pa SDS-a. In ker je ministrici bolj za položaj, kot pa za resnico in pa zaščito svojih zaposlenih, ki so ravnali tako, kot jim je sama večkrat na sestanku, bodi si direktno, bodi si preko generalnega sekretarja naročala, se je pač odločila obrniti hrbet svojim zaposlenim in sedaj se gre neko pravičnico, v bistvu pa je sama tista, ki je poleg predsednika vlade najbolj odgovorna, da je prišlo do nakupa te stavbe. Želimo si torej opraviti razpravo o tem, kaj vse je šlo narobe, da sta Robert Golob in pa Dominika Švarc Pipan omogočila korupcijo, omogočila krajo iz državnega proračuna in kako je tudi možno, da se je žal tudi s pomočjo medijev sedaj v teh zadnjih tednih vse to zameglilo. Da tista dva, ki sta najbolj odgovorna, brez katerih tega posla in tega nakupa, tega trošenja netransparentnega davkoplačevalskega denarja ne bi bilo, kako je možno, da sedaj ta dva igrata največja pravičnika in pa borca proti korupciji. Ta dva v bistvu korupcijo omogočata. Želimo se tudi pogovoriti o tem, kako je možno, in to ponovno dokazuje vpletenost ministrice Dominike Švarc Pipan v koruptivne posle, da je Državna revizijska komisija razveljavila izbiro izvajalca storitve Ministrstva za pravosodje Notar na daljavo. To je bila pogodba oziroma razpis v višini 1,2 milijon evrov. Izbran je bil ponudnik, ki ni imel nikakršnih referenc. In Državna revizijska komisija je pač to ugotovila in ta posel je padel v vodo. Lahko bi ponovno nekdo ukradel nekaj tega od tega 1,2 milijona. Tako da ta Litijska ni prvi sporni posel Dominike Švarc Pipan oziroma njenega ministrstva. Če boste pogledali, kar se tudi Litijske tiče, ministrica je sodeč po zapisnikih njenega kolegija bila 5. oktobra že seznanjena, da je stavba na Litijski najbolj ustrezna in zagotovila, da bo zrihtala finance za to stavbo. Kasneje, mislim, da okrog 13. oktobra je to povedala tudi v Državnem zboru. Da pa je vedela, v kakšnem stanju je stavba, pa je sama, mislim, da 28. oziroma 29. decembra napisala na Facebooku, kjer je napisala, da so kupili stavbo, ki bo sicer potrebna adaptacije. Tako da vse to sprenevedanje, ki ga ministrica izvaja v vsakem javnem nastopu, ki smo mu priča, je seveda navadno zavajanje in pa tudi laži, ki so zlahka preverljive in se jih pa potem tudi da ovreči. Želimo se na tej izredni seji pogovoriti tudi o našem koruptivnem predsedniku vlade Robertu Golobu. Ne spomnim se in ga ni primera, da bi v zgodovini države bil predsednik vlade 100-odstotni lastnik podjetja, ki posluje s podjetjem, ki je v 100-odstotni lasti države. Predstavljajte si, kaj bi mediji počeli, kaj bi počeli kolesari, kaj bi počela opozicija, če bi leta 2021 prišlo ven, da je Janez Janša 100-odstotni lastnik podjetja, ki kliničnemu centru prodaja teste ali pa medicinsko opremo. Vlada bi padla v roku enega tedna. Tukaj pa je vse normalno. Predsednik vlade, ki je iz energetike lahko preko svojega podjetja mirno biznisira s podjetjem, ki je v lasti države, s podjetjem, ki mu je samo 2 dni po nastopu funkcije predsednika vlade s polnimi pooblastili
zamenjal vse 3 nadzornike, ti nadzorniki pa so seveda nastavili direktorja oziroma direktorico, ki je predsedniku vlade pogodil in se tudi osebno poznata. Želimo se tudi pogovoriti, kaj je bilo v ozadju spornega za nas koruptivnega poroštva, ki ga je dobil tudi GEN-I v višini 400 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. 3-krat je vlada spreminjala besedilo tega zakona. Želimo si končno priti do dna, kaj se je dogajalo v državnem podjetju GEN-I, ko je bil tam aktualni predsednik vlade Robert Golob predsednik uprave. Zakaj je več kot 2 milijona evrov nakazal podjetju Martina Berišaja, ta pa je potem 1,5 milijona praktično dan ali 2 po nakazilih dvigoval v gotovini. Kam je šla ta gotovina? Ali je pristala pri Robertu Golobu? Ali je morda pristala v stranki Gibanje Svoboda? Želimo se pogovoriti na tej seji o vseh spornih nakazilih GEN-I-ja na Balkan, o vseh spornih poslih, ki jih je za stotine strani transakcij. O tem ta parlament nikoli ni razpravljal, o tem je bila vedno blokada, da se razpravlja, niti si niso želeli širiti preiskovalne komisije, ki ugotavlja financiranje političnih strank, da bi se pogovorili tudi o financiranju Gibanje Svoboda. Želimo si, da se končno razjasni na tej seji, kaj je z 200 tisoč evri, ki jih je prejela aktualna generalna sekretarka Gibanja Svobode Vesna Vuković, ko je prejela 103 tisoč evrov od podjetja GEN-I, katerega je takrat vodil Robert Golob. Kaj je s 34 tisoč evri, ki ga je prejela od podjetja Center Brio, ki je bil takrat v lasti aktualnega ministra za finance Klemna Boštjančiča. Želimo si dobiti odgovorov, kam je šlo 60 tisoč evrov, ki ga je Vesni Vuković nakazal preko podjetja Gorenje Žiga Debeljak, ki je danes dobil eno najbolje plačanih funkcij v tej državi, to je šef SDH-ja. In pa kako je s 73 tisoč evri od podjetja Adventure Investments. Skratka, ta vlada se sooča s korupcijami, z aferami in pa z obtožbami o kraji, bodisi direktno davkoplačevalskega denarja iz državnega proračuna, bodisi obvodnega financiranja in kraje, tudi denarja davkoplačevalcev, ki je naložen v podjetjih, ki so bodisi v 100% ali manj državni lasti, kaj je s tem denarjem in kam se je ta denar naložil, kako je ta denar služil morebiti za obvodno financiranje Gibanja Svobode preko podjetja, ki ga je imela Vesna Vuković. Prav tako si želimo opraviti razprave, kaj bo s koruptivnim poslom, kjer smo plačali 6,5 milijona evrov za prenosne računalnike. Ministrica iz kvote Svobode, Emilija Stojemnova Duh, je kupila teh 13 tisoč računalnikov, ki danes stojijo v skladišču, še nekaj časa ne bo prišlo do njihove razdelitve, so brez informacijskih oziroma so brez operacijskih sistemov, nenazadnje pa seveda jim teče tudi garancijska doba. Skratka, šlamastika, kraja, klientelizem, korupcija, kakorkoli lahko temu rečete, gre za afere, ki jih dnevno producira vlada Republike Slovenije, vlada, ki je brez kakršnega koli programa, vlada, ki je sestavljena iz ljudi, ki jih je takrat marca, aprila 2022 in jih še danes žene izključno sovraštvo proti Slovenski demokratski stranki in pa proti našemu predsedniku stranke Janezu Janši. Takšna vlada, takšni koalicijski poslanci ne morejo imeti nikakršnega programa, ne morejo imeti nikakršnih rešitev za dobrobit Republike Slovenije in vse to, kar se dogaja, je pač rezultat tega, da nam vladajo tisti, ki so si želeli oblast za vsako ceno, ne zato, da bi delali za denarnice državljank in državljanov, za njihovo blagostanje, za njihovo dobrobit mladih, aktivne generacije, naših upokojenk in upokojencev, ampak delajo izključno za svojo rit, delajo izključno za svoje denarnice.
In v skladu s tem predlagamo vladi na tej izredni seji tudi določena priporočila. Glavno priporočilo je, da naj v bistvu vlada razmisli, ali je sploh še sposobna opravljati svojo funkcijo v skladu s prisego, ki jo je dala takrat, ko je bila 1. junija imenovana, da naj v okviru svojih pooblastil skrbi za ugled funkcije, da naj spoštuje zakonodajo Republike Slovenije in pa, da je potrebno preveriti vse, kar se je dogajalo v zvezi z Litijsko, ker vlada ni ravnala kot skrben gospodar, vlada ni ravnala tako, kot so te koalicijske stranke obljubljale in se zavezale pred volitvami 2022 v Državni zbor in pa potem tudi v koalicijsko pogodbo. Se pravi, ta vlada ne, da ima ničelno stopnjo do korupcije, ampak ta vlada ima 100% zavezanost k korupciji, kar dokazuje tudi nenazadnje KPK, ki si je v tem mandatu prelevila iz Komisije za preprečevanje korupcije v Komisijo za pospeševanje korupcije. V bistvu je samo vprašanje, kdaj je KPK sploh bila Komisija za preprečevanje korupcije, kajti s svojimi dejanji nikoli ni preganjala korupcije, pač pa jo je pospeševala, omogočala in nenazadnje služila za discipliniranje politikov, ki niso poslušni levi politični opciji, globoki državi, najbolj in v prvi vrsti desnim vladam, seveda pa po potrebi tudi za kakšnega levega politika. Zdaj, navezali smo se tudi na priporočilo, ki je bilo sprejeto takrat novembra in ni nič od tega, se pravi, da naj vlada Državnemu zboru tudi predstavi v 14 dneh in posreduje priporočilo o izvajanju in realizaciji priporočila vladi, ki smo ga takrat predlagali. Se pravi, naj vlada pripravi zakonodajo, ki bo onemogočala korupcijo, ki bo onemogočala takšna ravnanja, da se naj spremeni resolucija o boju proti korupciji in da se naj končno s to korupcijo počisti. Skratka, od te razprave pričakujemo, da bomo dobili pojasneno to, kar zahtevamo, kar sem predstavil v točkah, in pa da bo tudi sprejeto naše priporočilo, ki se veže že na prejšnje priporočilo iz meseca novembra, ko smo pač takrat tudi tista priporočila koalicije podprli, vendar ni nobenih rezultatov. Zdaj, verjamem, da vladna koalicija na koncu teh priporočil ne bo sprejela, kajti priporočila so takšna, da se borijo proti korupciji, poslanci, ki podpirajo korupcijo, pa takšna priporočila svoji lastni vladi tudi žal težko podprejo. Toliko v uvodu, zdaj pa če so še kakšno vprašanje. Zdaj, kot veste, se pogovarjamo in pripravljamo tudi interpelacijo proti vladi, vendar pa tukaj trčimo na neke časovne okvire, ki so pač v skladu s poslovnikom Državnega zbora, tako da v bistvu smo se odločili, da sedaj najprej zahtevamo izredno sejo Državnega zbora in predlagamo ta priporočila oziroma priporočilo v večjih točkah, kajti ta seja je potem sklicana v 15 dneh od vložitve, vložitev pa je bila včeraj popoldne. Glede na to, kaj se bo dogajalo na tej seji in glede na glasovanje v Državnem zboru, potem na samem plenumu pa se bomo tudi odločali, kako bomo postopali naprej. Recimo temu, da je sklic te seje uvod v vse naslednje korake in pa dejanja, ki jih bo Slovenska demokratska stranka vodila v naslednjih tednih in mesecih v boju proti korupciji na državni ravni. Vam bom odgovoril samo z enim primerom. Vlada Janeza Janše, in mislim, da se lahko tukaj strinjamo, da eno najbolj koruptivnih področij je zagotovo zdravstvo. Nabave medicinske opreme, nabave medicinskega materijala. Vlada Janeza Janše je ustanovila urad za referenčne cene v zdravstvu, kar je pomenilo, da ne bi bilo več ponudb, ki presegajo vse logične zneske za nakup, da ne bi bilo več dobaviteljev, ki bi služili na račun bolnikov, na račun vseh, ki plačujemo zdravstveno zavarovanje, da bi bile cene primerljive in pa takšne, kot so v Evropski uniji in ne, da imamo ene najdražjih, ker
plačujemo takšne cene, da dobavitelji bogatijo. Ko je prišla vlada Roberta Goloba na oblast, je bil ta urad eden izmed prvih, ki ga je ukinila. Prvih, ki ga je ukinila. Zakaj? Ker si vlada Roberta Goloba želi kraje denarja iz državnega proračuna, ker si vlada Roberta Goloba želi, da se plačujejo višje cene medicinskih storitev, materijala in vseh nabav, da lahko bogato poplačani njihovi sponzorji potem normalno, lagodno živijo in jih še naprej financirajo. Tudi zato pada indeks oziroma Slovenija tem indeksu korupcije, ker vlade sprejemajo takšne odločitve, da podirajo dobre odločitve prejšnjih vlad in omogočajo korupcijo. Zdaj Slovenska demokratska stranka se na evropske volitve pojavlja z močno listo 9 kandidatk in kandidatov. Verjamemo v že 5. zaporedno zmago. Kar se pa tiče izjave, ki jo bomo poslanci dobili v podpis na predlog oziroma glasovanje izvršilnega odbora, pa lahko rečem, da bom sam z veseljem podpisal to izjavo. Jaz ne morem govoriti za druge poslance. Ja, stranka se bo odločila, ampak jaz ne vidim razloga, zakaj 27 poslank in poslancev, ki je bilo izvoljenih na listi Slovenske demokratske stranke, ki je predstavljalo njen program, zagovarjalo njena stališča in njena načela, ne bi podpisali izjave, da bodo počeli točno to, kar so volivkam in volivcem pred volitvami v Državni zbor 2022 obljubljali. Spravi, da bodo dokončali svoj mandat v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in da bodo predstavljali stališča, vrednote in program Slovenske demokratske stranke, ki je bil takrat predstavljen državljankam in državljanom za volitve v Državni zbor. Zdaj tisti, ki gre na volitve v okviru ene stranke, se mi zdi nenačelno, da bi zaradi takšnih in drugačnih razlogov kakorkoli bodi si zapustil poslansko skupino, bodi si želel karkoli drugega. Če bi bil osebno sam jaz v situaciji, da se stranko enkrat ne bi več strinjal, oziroma da bi prišlo do kakršnih koli sporov, sem sam toliko načelen, da bi ne samo šel ven iz poslanske skupine SDS, ampak tudi odstopil kot poslanec Državnega zbora, kajti volivke in volivci v Poljanski, Sevški dolini pa v Žireh mi ne bi odpustili, tisti, ki so me volili, da sem tako izigral njihovo zaupanje. Napovedujete zmago, torej, če sem prav razumel? Napovedujemo zmago na volitvah, odlična kandidatna lista, imamo tudi mlado predstavnico Zalo Tomašič, ki je danes tukaj, tako da boj bo silovit, vendar gremo s to zmagovito miselnostjo v to tekmo in verjamemo, da bo ta tekma tudi prinesla zmagovit rezultat. Hvala vam.